dober dan, tudi na današnji petkov dan. Torej, spoštovane novinarke in novinarji, današnja novinarska konferenca je namenjena zlasti temu, da se predstavi sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ, in sicer zaradi zamud, podražitev, aneksov pri investicijah v zdravstvu. Namreč pod vlado Roberta Goloba se ravno dogajajo številne malverzacije na področju zdravstvenega sistema. Kot sem uvodoma dejal, dogajajo se podražitve, zamude, aneksi na področju ključnih investicij v zdravstvu. To se dogaja v bistvu že na ustaljen, na znan način. Za zdravstvo namenjamo vedno več sredstev, vse z namenom, da se izboljša slovenski zdravstveni sistem. Tako smo leta 2018 za zdravstvo namenili 3,8 milijarde evrov. Danes je ta vsota že krepko čez 5 milijard evrov. Ampak kaj imamo od vedno večjih finančnih sredstev, ki jih državljanke in državljani namenjajo v zdravstveni sistem? Čakalne vrste se niso skrajšale, prav tako se storitve niso izboljšale. Tudi zato se storitve niso izboljšale, ker enostavno vodenje investicij, nabav in tudi javnih naročil ne poteka oziroma poteka na ta svojevrsten slovenski ustaljen način in ne pa na nek normalen investicijski način, investicijski cikel. UKC Maribor, UKC Ljubljana, Splošna bolnišnica Celje. Torej v javnosti so odmevala številna sporna razkritja in tudi nepravilnosti pri vodenju teh investicij. Poleg tega prihaja tudi do bistvenih zamud pri časovnih rokih izvedbe. Kdo najbolj trpi? Trpijo zlasti prebivalke in prebivalci, bolnice in bolniki, zlasti onkološki bolniki. Torej, Nova Slovenija zahteva ta sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ zlasti v luči tega, da se tej postopki, ta investicijski cikel v prenovo teh zdravstvenih institucij pohitri. Torej, od odgovornih, pristojnih, kljub temu, da so nedavno odstopili, bomo zahtevali natančna pojasnila, dokumentacijo in tudi jasne časovne dimenzije. Torej, Nova Slovenija bo Komisiji za nadzor javnih financ predlagala tudi v sprejem sklep, da pozovemo Komisijo za preprečevanje korupcije in tudi Računsko sodišče k prednostni obravnavi oškodovanja javnih sredstev pri izvedbi nekaterih ključnih, ki so pa na drugi strani tudi najbolj sporne investicije v našem zdravstvu. Gremo lepo po vrsti. UKC Maribor. Torej, zaradi zapletov pri gradnji onkološkega oddelka v Mariboru bolnike z rakom zdravijo v nemogočih razmerah, o tem ste tudi vi mediji že poročali. Torej, sredi gradbišča, v hrupu in prahu ter tudi v prostorski stiski, pri čemer nadgradnja samega onkološkega oddelka že sedaj zamuja za več kot eno leto, že več kot leto dni zamuja sama gradnja. Torej, po prvotni časovnici bi moral biti objekt zaključen junija 2025, novi rok zaradi nedejavnosti Ministrstva za zdravje, zlasti tukaj UNKIZ-a, pa je prestavljen na jesen leta 2026. Torej, izvedba prve faze se zaključuje. Druga faza, ki pa predvideva za izgradnjo novega stolpiča, pa močno zamuja. Torej, zaradi pritožb tudi stanovalcev, gradbeno dovoljenje še vedno ni pravnomočno. Gradbišče je pa ob tem času samevalo kar 13 mesecev. Ministrstvo za zdravje je že 16. oktobra 2023 razpolagalo z vso dokumentacijo, vendar k odkupu stanovanj vseeno ni prišlo. Torej, tudi Družba Republike Slovenije za infrastrukturo, DRI, je 9. novembra 2023 s podpisom investitorja posebej opozoril na to dejstvo, na dejstvo, da zaradi neureditve donosov stanovalci ogrožen končni rok izvedbe tega projekta. Stroški zaustavitve gradbišča pa lahko presežejo celo stroške odkupa nepremičnin, še navajajo. Torej, stanovanja še vedno niso odkupljena, je pa po ocenah DRI-ja narejenih za 2363 starih stroškov zaradi zamud. Se opravičujem, 2 milijona 363 zamud. Torej, ob tem absolutno v oči bode dejstvo, da odkupna vrednost vseh nepremičnin tudi na Masarikovi po cenitvi z lanskega leta znaša
2 milijona 332 tisoč evrov. Torej manj kot predvidene pogodbene kazni. Zdaj, gradnja se tudi zaradi neodzivnosti vodstva UNKIZ-a se je podražila za vsaj 700 tisoč evrov, škode, ki je povzročena onkološkim bolnikom in prebivalcem Masarykove, pa dejansko ni moč izračunati. Tudi na nujni seji Komisije za nadzor javnih financ bomo ob tem zahtevali natančne podatke o tem, kolikšna podražitev projekta, kakšna bo končna cena, kdo je za to odgovoren, da se je projekt tako močno podražal, in od Ministrstva za zdravje enostavno pričakujemo jasno zavezo, kdaj bo investicija zaključena in tudi kolikšna bo, torej kot sem dejal, končna cena. Tudi infekcijska klinika v Mariboru, na primer. Po prvotnem načrtu je bila ta infekcijska klinika v Mariboru predvidena, sama izgradnja stavbe skupno površino približno 13 tisoč kvadratnih metrov. Na to se je načrt objekta z 10. novembra 2023, vse govorimo pod vlado Roberta Goloba, povečal na skupno površino približno 18 tisoč kvadratnih metrov. Vrednost projekta pa se je povečala iz 54 milijonov evrov na 97 milijonov evrov. Torej, pogledajte, kakšna razlika. Iz 54 na 97 milijonov evrov. Zaključek same investicije je bil najprej planiran za leto 2026. Državni sekretar takrat, gospod Pliberšek, pa je nedavno zagotovil, da bo objekt zaključen do konca leta 2027 in da se bo gradnja začela še letos. Toda, gospod in gospodje, ta časovnica glede infekcijske klinike v Mariboru je popolnoma neizvedljiva. Se je javno naročilo za pridobitev izvajalca za samo gradnjo, torej še niti ni bilo objavljeno, v proračunu pa niti niso rezervirana sredstva oziroma ni rezerviranih dovolj sredstev. Torej, prav tako želimo na seji Komisije za nadzor javnih financ spregovoriti o infekcijski kliniki v Mariboru s temi ključnimi dejstvi in tudi s tem, da nam morajo pristojni na Ministrstvu za zdravje objasniti, zakaj je prišlo do take podražitve. In še UKC Ljubljana. Energetska sanacija in revitalizacija glavne stavbe UKC Ljubljana sta bili v letu 2024 skupaj ocenjeni za okoli 107 milijona evrov. Takratni minister za zdravje, dr. Bešič Loredan, je konec leta 2022 dejal, da bomo imeli konec leta 2025, torej konec naslednjega leta, v celoti prenovljeno glavno stavbo UKC Ljubljana in tudi začrtane nove projekte za vse stavbe okrog tega objekta. Ta napoved bivšega ministra se je izkazala kot popolnoma zgrešena, zelo netočna. Dela potekajo zgolj na 1/8 tega objekta, bolniki so razseljeni po celem objektu, po drugih stavbah, zamuja gradnja tudi novega povezovalnega tunela do glavne stavbe UKC Ljubljana. Število bolniških postelj se je v bistvu zmanjšalo skoraj za 200 v tem času in zaradi tudi protipotresne sanacije je UNKIZ aprila 2024 dela v bistvu ustavil. Torej, prenova se bo zavlekla za 6 mesecev, ampak dodajmo, da popolnoma z našega vidika je popolnoma pravičeno, da zaradi te zamude, ki prihaja, so na drugi strani gradbinci, ki so bili izbrani za gradbena dela, pač zaračunajo in naračunajo pač fiksne stroške, ki jim nastajajo zaradi teh zamud, ki pač se dogajajo zaradi samega Ministrstva za zdravje, vodstvo bolnišnic, ker ne znajo voditi projektov. Torej, dogajajo se tudi aneksi in marca 2024 je bil tako sklenjen že aneks za dodatna dela in tudi fiksni stroški v višini 4,5 milijona evrov. Sklenjen je tudi aneks, na primer, za obnovo 8 dvigal, statično jačitev in tudi nadgradnjo jaškov v višini 1,2 milijona evrov brez DDV-ja. Medtem ko pa sam aneks, samo dvigalo, državo stava 1,5 milijona evrov. Podajmo torej to mnenje, da kot kaže, te projekti niso vodeni najbolj načrtovano, da so tukaj v stiski na eni strani res zlasti bolniki, ko govorimo za Ljubljano, onkološki bolniki, za Maribor, zlasti onkološki bolniki. In tukaj so hude stiske teh ljudi, na drugi strani tudi sama država, državni proračun je ob tem močno oškodovan,
kajti zaradi fiksnih stroškov gradbinci v tem primeru popolnoma upravičeno naračunajo anekse. Ne. Tukaj bi k odgovornosti res pozvali ministrico, pa tudi uradnike na UNKIZ-u, tudi bivšega predsednika tega urada, ne, zaradi tega, ker enostavno te projekte in ta investicijski cikel se ne vodi smotrno, se ne vodi pravilno, prihaja do številnih zamud, kot sem tudi že uvodoma dejal.